Osrednja proslava občinskega praznika v Radovljici je minila v znamenju 260. obletnice rojstva Antona Tomaža Linharta ter seveda podelitve priznanj vsem občanom, ki na različne načine skrbijo za razvoj in prepoznavnost občine. Priznanje in denarno nagrado si je zaslužila diplomantka Neva Rozman iz Vrben, ki je z oceno 9,51 opravila zaključni letnik študija in diplomo na Biotehniški fakulteti. Medaljo občine Radovljica pa sta prejela Cveta in Rajko Bizjak za predano pomoč stanovalcem v Borovi hiši, kjer že vrsto let skrbita za lepšo jesen življenja Radovljičanov. Življenje dobi smisel, ko pomagamo drugim. Čist siguren, ja. Čist siguren, da je res, ja. Ampak dokler to ne skusiš, niti ne vemo. Želja za leto, ki prihaja, je le ena. Da bi lahko še naprej dobro delali tudi za druge. Mislim, za te sosede, pa tudi za druge stvari. Medaljo občine Radovljica je prejel mešani pevski zbor Ljubno ob 20-letnici uspešnega delovanja. Predvsem bi bili veseli mladih, da pristopijo zraven, bi bili strašno veseli. Jaz upam, da bo to neka vzpodbuda tudi za nadaljne delo. Na Lectarjevem srcu je bilo zapisano, kdor poje, slabo ne misli. Drži, se povsem strinjam, in če bi vprašali moje sopevce, bi bili popolnoma enakega mnenja, ker dejansko nam to prepevanje pomeni res tudi tisto pristno vaško druženje, prijateljstvo. Tudi hortikulturno društvo iz Lesc je med letošnjimi dobitniki medalj. Prejelo jo je za zgledno urejanje javnih površin. Seveda velika spodbuda za nas, da so nas sploh opazili, ker to že kar en čas delamo, tudi občina nam veliko pomaga. Hvala občini, ki nam pride zraven in nam pomaga. Pri uprizoritvi panjskih končnic v radovljiškem pustnem sprevodu že 2 desetletji pomaga oziroma sodeluje skupina Pred Tržani, za kar so si prislužili pečat občine Radovljica, ki veliko pomeni in obeta. Res je, ja, precej. Je pa res, da je za to zaslužna skupina precejšnjih ljudi, kar je 20 za sabo potegne, ampak z dobro voljo zmaga vse. Najboljše smo prihranili za konec. Plaketo Antona Tomaža Linharta so podelili Alojzu Zormanu Fojžu za umetniške dosežke, žal pa ilustratorja, oblikovalca lutk in scenografije na slovesnosti ni bilo. Sta bili pa prisotni družini Zaletel in Poličar, ki sta prejeli plaketo za vzorno obnovo vile na Gorenjski cesti v Radovljici in skrb za njen parkovni vrt. Veseli smo bili, da so ljudje opazili, da se je v našem mestu nekaj zgodilo, da so se meščani na lastno pobudo odločili, da nekaj dobrega storijo v prvi vrsti sicer zase, ampak posledično tudi za mesto. Tako da smo bili veseli tega, da se je naš trud opazil. Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. Že ena taka zavestna je vodila k tej obnovi, da ne bo ta hiša ostala oziroma da ne bo vedno bolj v propadajočem stanju, in je res ena pohvala, da ljudje opazijo naš trud in da je nekaj lepše v Radovljici. Izjemno lep je tudi muzej lectarske delavnice, ki ohranja lectarsko tradicijo in skrbi za turistično promocijo pristno sladke Radovljice. Ob 10-letnici muzeja sta plaketo prejela Lili in Jože Andrejaš, ki sta z obujanjem tradicije začela leta 1990. Takrat sva midva prišla v Radovljico, sva prevzela Lectarja in najna največja želja je bila, da bi pripeljala lectarijo nazaj v hišo. Seveda ime Lectar je, ve se zakaj je ime Lectar, zato ker je bila nekoč lectarija, in 90. leta sva si začela želeti, da bi pripeljala lectarijo v Radovljico, no in pred 10 leti sva jo pripeljala in sva ponosna na to. Zgodba o lectariji oziroma zgodba o uspehu, če dovolite, je tudi pogojena z velikim občutkom in pa srcem za sokrajane. Ja, je. Mi se trudimo po svoje in ljudje to nekako prepoznajo in nas s tem podpirajo, v tem podpirajo. Tako da ja, odlično sodelujemo tudi s sokrajani, se razumemo, mi smo veseli njih, oni pa nas. Ne samo prejemniki občinskih priznanj, vsak posameznik predstavlja nepogrešljiv košček v mozaiku Radovljice.